Ha, evo, naprošen sem bil, tam imam rubriko po naročilu, da posnamem neko predavanje. Zdaj je to, kar ne morem iz rokava stresati, malo sem si skiciral. Mislil sem, da letos Evrovizije ne bom dirnil ni štapom, ne, ker to je too much, to je neprebavljivo, ker svoje sem povedal takrat, ko sem. Ampak so se obrnili name, a bi prosim, bomo zbrali donacijo, pa če bi vi to posneli, kaj si vi mislite o Evroviziji. Ko sem že mislil vse prešpricati, ko nisem niti ene skladbe poslušal, niti enega nastopa videl, a se najde nekdo, ki reče, a bi vi vas tako poslušamo, ste nas navdušili na podcastu Aideja. Okej, zdaj bom šel pa za nazaj gledat, ne bom. Jaz nisem niti ene skladbe poslušal. Mogoče sem slišal, ne vem, da sem to našo, ne, ta, kaj je že, Sara, Briški Cirman. Kako je že ime? Rajven, ali kaj je že. Mislim, spodobna menda glasbenica, sploh, jaz ne dvomim v njene glasbene sposobnosti. Baje igra, ne vem, harf ali kaj. To ni bistveno. Mene ta šrot, ki se je nalepil na celo zgodbo, moti toliko, da tudi ne morem o tem razmišljati, ne. Toliko me moti, da se je taka patologija nagomilila v spektakelski kulturi okrog nekega dogodka, ki je pozornosti vreden, ne. In sem potem zastavil neki tekst, malo bom škilil semle noter, ne. Jaz sem dejansko mislil tole prešpricati in se nisem v nobeni točki dotaknil, pa niti s tweetom, ne. Pa so pa neke fotke krožile tam, pa sem prelistaval tem, kar čez sem šel, ker sem videl enkrat tiste spake tam, šel kar naprej, no. Ampak pol je pa ta fotka, ki se je skozi pojavljala, toliko ziritirala, zdaj, šlo je za, jaz sem mislil, ne, domnevno tako, za evrovizijske neke ranjene duše, ker vem, že 10-20 let se tam spake pojavljajo, mislim, spake. To ne veš, ko gledaš, ne, misliš, da je pustna šema za pustni torek ali pa parada ponosa. In sem prešprical, ne, ampak pa gledam to fotko, ne, ozadje je bilo evrovizijsko in sem rekel, evo, to je neki ansambel, mislim, ansambel, skupina. Mi smo včasih imeli neki Joker out, ne vem, ko so to zdaj, nisem tudi sploh nič poslušal to. Neki najstniki vsaka čast, neki so v finale prišli lani, ko pa vem, najstniki. A zdaj imajo pa vse razprodano, v redu, to, ampak ne drezam to, oziroma jaz poslušam druge, jaz virtuoze poslušam. Niti nič več onih rockerskih balad iz starih časov, kar ne nekoč, ampak virtuoze, recimo, ne, na katerihkoli inštrumentih. Saksofon, klarinet sta mi fascinantne, ko pa ta en dec govoril neki. Okej, pustimo, zdaj mimogrede. Se pravi, jaz sem zdaj tuhtal, zdaj pa ta fotka, pa se je pa izkazalo, da ta fotka je fototrik, da so neki ruski hekerji, neka umetna inteligenca skreirali pet nekih stvorov je bilo tam. Ne, lahko rečem stvori, ne, ker ne žalim ljudi, ker niso bili ljudje, ker jih je umetna inteligenca skreirala, 5. Zdaj jaz nisem vedel, so babe ali so deci, ali so transi, ali so ne vem kaj, no. Akterji sem mislil, da so pač neke skupine, da so pač neke trans osebe, ker to teorijo trans poznam, sem že ene 2 predavanja posnel, intervjuje dajal, tudi na Faktorju, na to temo sem se razgovoril skupaj z, kaj je že tale, Renato Felker, gor z Maribora. Transi pa LGBT se ne marajo med sabo. Glih zaradi tega, ker so geji pa lezbijke so malo občutljivi na spremembe spola. In pol pa vidiš tam gor, gledaš Evrovizijo, tam vidiš rainbow, ne, mavrične zastave, pol pa še neke ne palestinske.
Tudi nek čuden rainbow je, ampak ima še tam neko palestinsko formo, ko pa vem, ko ima, ne, in se baje ne marijo med sabo. Itak, da se ne bojo, se bojo sporekli, ker imajo v osebnostni strukturi veliko patologije in to, če le morejo, se kregajo. Zdaj so se med sabo skregali, kar naj se. Skratka, tam so neke nebinarne osebe, kot se reče, in ta Nemo Eden je nebinarna oseba, to pomeni ne moški, ne ženska v preferencah spolnih, ne. Ta, ki je zmagal, ta Švicar, je tam nek trans ženska, ne, dec je, kakor jaz vidim, ne, našemljeno babo, punčko ali kva že, roza, kakorkoli že. Tam sem jaz tisti spol probal definirati, gledam tiste slike, nič ni bilo, sem rekel, okej, pustimo zdaj to, pa Marko Bandelli, ne, se pa zapikne tam članek na Siolu je menda bil, nasede isto tako kot jaz, tej fotki, in pol pospremi na Twitterju to fotko s komentarjem: "Jaz sem kar toleranten in odprtega razmišljanja, samo a mi lahko nekdo pove, kaj to, ne, ti stvori, kaj to je?" Mislim na te maškore, tam, ki jih je videl, ne. In jaz sem Bandelliju repliciral, ne, resno tako, ne. Mimo tega, da sem nasedel tudi jaz tej fotki, ampak fotka je bila legitimna. To je ta vaša anarhična leva scena, zaradi katere normalni ljudje ne moremo več biti levičarji. Ne, ko se imam tule strbovali za levičarja, ampak davš levičar v tej LGBT sceni ne moreš biti, ker so preveč pritegnjeni, ideološko mislim, ne. Da ne govorim o osebnostni, specifiki, da ne rečem motenosti. In pol s tistimi ideološkimi nebulozami zasvinjajo celo politično levo sceno in pol pa bodi levičar, če lahko. Skratka, v tej celi farsi niti ni bistveno, da je fotka trik, ne, da je fototrik, proizvod umetne inteligence pa ruskih hekerjev pa tako naprej. Ker poanta moja in Bandelijeva sta čisto korektni, oba sva zadela, ne. In tudi ta moja replika, leva politična scena je zašla z vsemi temi ideološkimi zdrsi, to drži. V prvi vrsti s feminizmom, pa LGBT, zdaj pa še ta trans ideologija, ki je še najbolj, bi rekel, pritegnjena. Saj imate pol LGBTIQ plus, ne, zdaj še A, IQ A plus. Mislim, kaj je že A? Kakšna aseksualnost, ne, ki je sploh ni, ampak je latentno, zazipana tam noter, ne, pa ven useka vseeno. Pač psihoanaliza je veda o seksualnosti, zato vem, da aseksualnih oseb manifestno že lahko so, ampak na latentni ravni smo vsi bolj ali manj seksualni. Skratka, ta sovražni prevzem, Evrovizije, sovražni pač, ne, to je bil neki desant na Evrovizijo, tam okoli leta 2000 po mojem spominu, ali pred letom 2000, se pravi 25 let nazaj, se je tam že infiltriralo ogromno nekih aktivistov LGBT scene, tudi feministk, predvsem lezbijk, te simpatizirajo z LGBT sceno. To se je takrat zgodilo, ne, sovražni prevzem. To je iz gospodarstva lahko terminologija. Ali pa desant, ne na Drvar, ampak na Evrovizijo. Ne, zdaj, kateri so bili komandosi ključni, saj se to ve, tisti, ki se hoče s tem ukvarjati, ampak mene to ne zanima. Jaz samo vem, kakšni ljudje so bili ključni, decision makerji 25 let nazaj, da se je ta sovražni prevzem takrat naredil. Ampak čisto v detajle jaz pač ne grem, ne. Od začetka Evrovizija, tam leta 1956, ne, to 68 let, skoraj 70 let je že to. V začetku je to bilo normalno, jaz se spomnim, sem gledal, jaz se Abbe spomnim. Jaz se spomnim Dan ljubezni. V tistem času sem si rekel, pa zakaj mi Jugoslovani ne pošljemo Bijelo dugme? Bijelo dugme. To so največ, od tega ni bilo takrat, ne. Mislim, za najstnika, ke sem rockerje poslušal. Zakaj to mi ne, zakaj tam neke pesmice, popevke, ne, popevke, ker imaš ti popevko ali imaš pa en dober rockerski komad, ne, kje boš ti popevko poslušal? In sem tako razmišljal, najstnik, ne. Mislim, butasto sem razmišljal, Bijelo dugme, ne, mislim, saj tam ni bilo kvalifikacij, tam so vsi bili, pol so pa točke dobijali, Bijelo dugme ne bi nič dobil.
tako kot je mala moja, kar te nategne bosanac. On ne bi skužil, pa še v domačem jeziku smo včasih pel, so pel, ne, angleščina je bila samo United Kingdom, ne, pol se je pa to v angleščino prelevilo. Zdaj pa menda, ne vem, a je vse v angleščini, ko pa vem, saj če ne gledam že en par let. No, jaz sem 2015, ko sem imel radijske kolumne, maja 2015 po Evroviziji, takrat, ko je zmagal en Šved, ki je nek plagiat celo naredil. Bilo je to na Dunaju, ki je en let prej pa kurčasta klobasa zmagal. Kurčita vurst. Dec z brado v babo napravljen, ne, dolge lase pa brada. To izgleda v tej pekli noto boč, se te kar zasukli, ne, simbolna disonanca in kamor nisem mogel to dati. In takrat sem imel radijske kolumne za Radio Evropa, to je nek radio, ki je bil, zdaj ne vem, kaj je, in sem takrat posnel kolumno in sem jo dal par let nazaj celo na YouTube, ampak ne na tem kanalu Sigmund Freudeb, ampak še na kanalu Roman Vodeb, ker imam 2 kanala, ampak on bolj miruje. So pa neki videi gor, ne, brez obiska, ne vem, pa me pa dejte, a boste, ja, vse sem že vse povedal, tekst sem napisal na Publish Wallu in se ne bom ponavljal, zdaj tole čisto na novo govorim. Ne, se pravi, 25 let nazaj je šlo vse v franže, desant na Evrovizijo, latente, ne, infiltrirali so se, ko tam pijavke so šli noter v drobovje Evrovizije, ker imajo radi popevke, ta prav dec je rocker, nimaš kaj tam popevke pet. Okej, saj tudi Elton John je rocker, pa je malo toplejšega karaktera, ali pa še kdo, no, saj ni važno, na tej točki nisem glih homofob, ampak paradigmo so tako izmaličili, ne, tako psihopatska je cela zgodba, mislim, da ne moreš niti poslušati več. Pa sem ono Leno, Nemko, pismo se mi je dobro zdelo, je fajn zapela, komad mi je bil hit, Lena, ne vem, katerega leta, še pred 2015 se mi zdi. Mislim, da je letnik 90 ta punca, spomnim se, ker je bila toliko stara ko moj ta mal. Tim. V glavnem, par dni nazaj sem pa pol vendarle tvitnil, ne. Edino, kar lahko rečem o Evroviziji, je, da gre za skrajno izmaličeno družbeno prakso, torej farso, v kateri je nagomiljena vsa patologija legebitrovske scene. Glasba, v kateri se sploh ne da tekmovati, ne, v umetnosti ne moreš tekmovati. Glasba, v kateri se ne da tekmovati, absolutno nima veze s tem ideološkim dogodkom, ne, spektaklom, performansom evrovizijskim. Na ta osnovni tvit sem bil potem pa še izzvan z nekim vprašanjem, Roman, na Twitterju to, Roman, ali naj otroku, najstniku, ki načeloma nima težav s spolno identiteto, dovolim ali preprečujem spremljanje teh in podobnih dogodkov. Starševska dilema. Zdaj, malo se spoznam na gor spravljanje, ne bom rekel vzgajanje, na gor spravljanje otrok, tudi najstnikov. Moj odgovor se je glasil, raje ne. Treba mu je predstaviti vrhunsko, sodobno, pa sem dal pod narekovaji, glasbo, legende pop rocka, naj si Woodstock pogleda, naj gre zdajle, imam že karte. Na Stinga, v Stožice, jaz že imam karte, že tudi drugič grem. Sva dobila, Nik je kupil, ta drug sin, za nov let nama, s Tino. Raje ne, sem rekel, ne, se pravi, naj raje pop rock, naj Billy Joela posluša. Naj Adele posluša, ne vem, Shallow Grave, Pink, ona, ali kaj je ta druga. Ne, to so neki mojstrski komadi, zdaj kakšni so videi, so tudi malo čudni, nekateri videi. Naj to bolj posluša, kot da gleda MTV pa spote. Evrovizija je prežeta s psihopatijo LGBT populacije ranjenih duš. Vse je tako neprebavljivo napihnjeno, da je škodljivo za konzumacijo, razen za proučevanje segmentov družbene norosti, ne. Jaz sem magister sociologije kulture, meni v resnici Evrovizija bi mi mogla biti, ne, balzam za dušo. No, potem sem tem kolegu, enemu še pol
ki mi je repliciral na moj osnovni ta tweet, ke sem link sem prilimal, evrovizijski iz LGBT, pač s to fotko, ali kako pa vem, kaj je bilo, no. Skupaj sva bila v Bosni, ke smo tega Osma Nagića, njegovo patologijo proučevali, pa ona brda, ki jih je razglasil za piramide, ne, Kristjan. Me je malo izzval, ne, pa je rekel, replicirajta na moja dva tvita takole, ne: "Oni," ne, misli na te Legebitrovce, "nas jebejo v glavo, bolj komentiramo, se zgražamo, bolj oni uživajo. Naslednje leto se ne bi čudil, če bi kdo koga na odru nategnil." Kristjan je to napisal. Ne bom povedal, kako se piše. Okej, seveda sadistično uživajo, ne. Moja replika se je glasila temu, Kristjanu takole, ne: "Drugo bila je pa, bi rekel, malo satirična, ne se zgražati. Drugo leto bo trans ženska v scenskem performansu samega sebe nategnil v rit." Hočem drugega reči, ne. Nemo je zmagal, ne, te ženska nisi, ne, imaš utepača, ampak zdaj so operacije, ne, kakorkoli, tako sem bil malo satiričen, ne. Kaj hočem zdaj drugega reči, ne, takole sem se malo, mislim, ne da se meni sploh razmišljati o tem in sem mu skozi potvitnil, retvital oziroma, odgovarjal na tvit. Ker takšne neprebavljive senzacije oziroma ekstravagantni performansi, torej spektakli preprosto ne smejo biti družbeno sprejeti, ne smejo biti tolerirani, po mojem mnenju, ker tovrstna dekadenca vodi v družbeni kaos, v anarhijo, po načelu, ne, anything goes, ne, vse je sprejemljivo, samo aritmetična sredina prijetnosti življenja se na račun tega kaotičnega pristopa k uživanju, te anarhije, tudi na Evroviziji, se aritmetična sredina prijetnosti, umirjenosti življenja zniža v povprečju, na nižjo raven gre. In tam par, odfukancev uživa, ne, mi se zgražamo, onih je, ne vem, 10%, nas je pa 90%, mi trpimo, oni pa uživajo. Aritmetična sredina se na račun vsiljivega njihovega uživanja nam zmanjša toliko, da je v povprečju prijetnost življenja v družbi nižja. Zaradi teh, bi rekel, norih spektaklov, ki ti bučo sesuva, ko to gledaš, trpiš. Hudič na križu ali Kristus na križu, hudič pa ne vem ko, v peklu trpi ali kje. Sem spet malo tako, da bom prav malo na mozgu delal. Saj ne trolam, ampak doživeto govorim. Kaj hočem še reči, ne, tale dekadenca, mora biti razkrinkana, ne. En ščepec neke razsodne moči, ki jo jaz premorem, ker imam še psihoanalitično znanje, jaz moram zdaj to, če sem bil naprošen, moram zdaj malo se razgovoriti. In moram imeti še neki filozofski razmislek. Razsodna moč ni samo moralna razsodnost. Razsodna moč pomeni, da imaš še ti ob pameti veliko informacij, ki jih predeluješ noter in suma sumarum, razsodno nekaj blekneš, ne, blekneš. Ampak tisto, kar blekneš, ima rep in glavo in drži. Zadane tja v bučo, v logiko in dela promeno na mozgu. Pametna beseda. In jaz to razsodno moč imam tudi moralno razsodnost, imam tudi, tele, jajčka, ne, in si upam, ne, saj me pol tudi preganijo, ker povem tisto, kar ne sme biti povedano, ampak zdaj moram pač povedati, ne, se pravi, decision makerji oziroma ideologi Evrovizije imajo, po mojem videnju, ranjeno dušo. Oni so, bi rekel, grdo rečeno, psihopatsko strukturirane osebnosti. Mnogi, ki so zažrti kot ideologi ali pa latentni ideologi tega kolesja Evrovizije, imajo strukturo osebnosti specifično, ne, in nekdo, ki ima motnjo osebnosti, mu to lahko zaznamuje tudi spolno preferenco, da ne rečem spolno identiteto.
In potem je na tej seksualni ravni zbegan še pa še, moralne razsodnosti nima v objemu te zbeganosti, psihiatri bi mu dali diagnozo, nedefinirana mejna ali pa mejna osebnostna motnja, ne. Teoretsko govorim, da je to možno. Tudi rep po glavo ima ta konsistentna teorija v ozadju, ampak ne bom zdaj razpravljal v nedogled o tem, ne, ker se bojo našla še kakšna združenja, ki me bojo, ne vem, kako vse še spotikala. Že tako nikamor ne smem, ampak sem si pa naredil reklamo, ne, oziroma Klemen mi jo je, ne. Koliko je že to videlo? 60 000 ljudi, pa TikToke 100 000 ljudi. Zdaj pa vejo, da jaz nisem toliko, bi rekel, pritegnjen, kakor izgledam, ali pa kakor so si stereotipno vtis o meni naredili. In moje znanje se resno jemlje in moram dati to vse od sebe, ker je to dobro za družbo, ker se ljudje morate strezniti in se aktivirati, ker vse ta paradigma bo propadla, ta dekadenca bo šla v franže. To je zdaj višek neznosnosti, to bo šlo v 3 pičke krasne materine, se reče v Trbovljah. In to je Miša Molk na Odmevih v Bergantu rekla, obadva sta, ne gre več tako naprej, ne more to biti. Pa še imeli smo Ukrajino, ali jo imamo, pa imeli smo Palestince, Izraelce, cela politika zažrta v neko umetnost oziroma v glasbo. Tudi v šport. Pa v šport mogoče ne toliko, se je zdaj tule videlo, kaj vse so te počeli. Ko je bil Nizozemec? Ali ko je bil? Ne, Portugalka, si je nohte pobarvala na, kva že, na palestinsko zastavo. Nizozemec se je pa tam sklofil z eno asistentko, ali ko je bil. In diskvalificiran. Pa, to je vse dekadenca, ne. Se pravi, po mojem videnju imajo tele ideologi specifiko v spolni identiteti, spolni želji, v spolnih preferencah in ti so potem, bi rekel, ideološko zažrti v smernice razvoja Evrovizije in to je bilo že 25 let nazaj se je to začelo dogajati, zdaj pa imamo, kar imamo, ne, vse je hudič vzel. Ali pa še bo. Tale Švicar je trans ženska, ne, torej moški je, ne. In zato je tudi zmagal. Zato, ker se glasovalni lobiji obnašajo po diktatu LGBT scene. In to, mislim zdaj, če se ne ve, to je v preteklosti, v preteklih 20 letih. Marija Šerifović ne bi zmagala, če ne bi bila lezbika. Naše 3 sestre ne bi nikamor prišle, če ne bi bili 3 tipi v baba napravljeni. 2-2. Mislim. Pa smo zdaj to, ne. Zdaj, če bi na psihoanalitičnem kavču imeli te ranjene duše, ki so zažrti kot ideologi v Evrovizijo, bi prišli do deformacije psihe, ki se napajajo iz primarne družine, tudi do spolnih zlorab, ki se zažrejo v spolno identiteto, v spolno željo. Do vsega tega bi prišli, če bi, ne vem, želeli razumeti, zakaj se to dogaja, kdo je zažrt v to sceno in bi te ključne ljudi dal na psihoanalitični kavč, jih malo poterapiral, ne poterapiral, analiziral in bi videli, koliko je te ranjenosti tukaj noter, v teh ključnih decision makerjih. Potem je vse skupaj zaznamovano z njihovimi simptomi, ne, z njihovo ranjenostjo. Oni imajo celotno to psihično strukturo specifično. Ta specifika potem zaznamuje preference, ki jih oni vidijo v nekem spektaklu, ki mora biti tak, kot si oni mislijo, da mora biti. Misli njihovo nezavedno, po diktatu njihovega nezavednega, njihovih ranjenih fundamentov se potem zgodi paradigma spektakla evrovizijskega, kakršnega smo bili priča, recimo, ali pa ste bili priča tisti, ki ste to gledali. V ozadju je celo legbitrovsko podzemlje. Tam je v ozadju ne samo tole, še vsa psihopatija tistih, ki odločajo, v katero smer se bo vse skupaj razpletlo ali pa razpletalo, dogajalo. To jaz vidim in zato sem rekel, da tale desant na Evrovizijo ni, bi rekel, družbeno produktiven, ker ljudem se bo zagabilo, se nam je že zagabilo.
In to se je zgodilo že konec 90-ih let, se je ta trend nakazal, ne. Zdaj to analize jaz ne bom delal za nazaj. Če kdo hoče, pojdite diplome pa doktorate, magisterije iz tega delati. Ampak morate imeti insajderske informacije, da bo en rekel, a veš, kaj, mi smo se dobili, pa smo tole naredili. Kdo pa ste vi? Ja, vidva sta par, vidva sta se dol dajala, orgije ste skupaj imeli na oni jahti, to ste vi tam naredili. Zdaj pa se razume, ne, ampak teh informacij ne bo prišlo v eter, ne, vam pa garantiram, da je tako v ozadju. Definitivno, če je Evrovizija v zadnjih desetletjih, ali pa bom rekel v zadnjem desetletju, se je vse skupaj poLGBTiziralo. Legibitriziralo se je, ne. Vse je po diktatu te LGBTIQA plus scene. Kljub temu, da so malo sprti zdaj med sabo, ne. Zdaj vse skupaj je ko neka ona latentna parada ponosa. Mislim, ko bi gledal parado ponosa, latentno struktura je podobna. Parada frustracij, ki jo dobro sublimirajo. Zdaj, če bereš simptome na odru, v performansih, vidiš eno ranjenost. Če pogledaš telesa potetovirana, pirsinge, frizure, obleke, to veš, da je vse narobe v njihovi buči. In so kompatibilni z ideološko paradigmo, ki obvladuje Evrovizijo, ki je legibitrovska. Zdaj, transideologija zdaj hoče v eno smer in je zaznano, ne vem, koliko je bilo teh transov, ne samo Nemo, ene 3, 4 so bili, prav te trans osebe, ne, ali moški, ženske, me ne zanima. Baje jih je bilo ene 3, 4 so bili. Glasba je čisto obrobna, ne, saj je dobra glasba, ne, komadi so vsi v redu. Glasbeno gledano, saj te, veliko gejev se ravno z glasbo ukvarja. Mislim, so tudi fino sublimirajo, so radi tako narcistično izpostavljeni, lepo napravljajo, lepo so napravljeni in lepo pojejo, dobro igrajo glasbila, ki jih načeloma moški, ne igrajo, ne, ker tako klaviaturista ne boste dobili. Elton John pa glih klavir, ne. Pustimo zdaj te detajle, ne. Vse skupaj je performansi so tako kičasti, da so že kar ogabni, ne. Zato par let jaz to ne morem tega kiča gledati, je neprebavljiv. Ima latentno simbolno strukturo, evidentno, ne bom rekel moteno, tako kontaminirano z neko patologijo, da jaz, ko to vidim ali pa to zaznavam simbolno, ne, ko znam dešifrirati, to me glava peče, kaj vse jaz tam vidim, ne. Zdaj, naše jaz nisem vedel, kak je naš scenski nastop, ampak vem, da je ta punca, ta Sara Raven, da to je spodobna glasbenica, ne, saj so bile v seks so šle, ne. Tudi komad od Treh sester je bil, spodoben, Magnifico to napisal, ne, dober komad. Besedilo je pisala žena od Magnifica. Ampak okej, pol pa pojdi, katera, Karmen Stavec mogla takrat iti na, so bile neke glasovalne anomalije takrat, mogla Karmen Stavec je gor v kam, Tallinn, pa so šle Tri sestre. Saj koliko je bilo to načrtno, koliko se je to zgodilo, ne, ker drug lahko komad zapoje. Ampak če pa hočeš ti eksces narediti, da boš opažen, moraš pa tam hudič v rap spult ali pa se v babo napraviti. Pa ne vem, ali pa si ženska pa stoješ, čiješ na odru. Ali pa samega sebe v rit nažgeš, ne, to pa se pa prime, ne, in so navdušeni. V objemu te patije ima sadistično konotacijo v smislu, glej, zdaj jih pa jebemo v glavo, zdaj pa trpimo, dajmo še, naj ta on zmaga, naj on zmaga. Pa zmaga, ne, pol. Pa ga pa neverjetnih 10 ljubiteljev pričaka tamle, na letališču v Švici. Hrvaška je pa znorela, ker ta baje je bil pa ta drug in bi mogel zmagati, če ne bi nekih LGBT lobijev v ozadju, tam je bilo pa cel Zagreb je bil na nogah. Pa so noreli. Ravno zato, ker se je krivica temu, ne vem, kaj je že ta lazanja ali kaj ne vem, kaj je bil, no. Slučajno sem ujel kaj pa vem kaj, da sem videl cel trg Bana Jelačiča, ali kaj tam imajo. To jih je bilo, ne vem, 100 000, onih je pa 10 imel tam gor na letališču. Tale Nemo.
Kot sem zdaj, jaz tole še en list imam, smisel, da to snemo 15 minut, pismo, zdaj že pol ure neki žlobodram. Evrovizijski spektakel je podekadenjen. Kaj že dekadenca, to je razpad, razkroj. Vse je šlo v kurac, po trbovsko rečeno, ne. Vse je hudič vzel, ali pa v pičko materno je vse šlo, ne. Mislim, v maloro, sve je upropastilo, ne, se je, to je neka ta paradigma. Evrovizija je izgubila neka realna tla pod nogami, ne, že ne zdaj, pa leta 2000 se je že to naredilo. Četrt stoletja je to zaznano. Ne, ravno 3 naše sestre, ne, ki so zaznale, da je treba neki seksualni eksces imeti na performansu, ne. Ne toliko, da bi ti tam fušil pa, ne, fušati ne moreš, ne. Eksces na performativni ravni na odru moraš narediti, prideš dec baba napravljen, imaš še brado, kročita v vrsti, pa ta cel svet, rumeno na mozgu, ne, pa ti ko ne veš od muke, ko bi, pa mu daš 10 točk, ali koliko je zdaj. Ne, in so te naše sestre, ne, te tipi, Marlena, ne vem, kjer so še vse bili, so bili opazni, ne, mislim, dobro za Slovenijo. Dobro po čem? Ja, po norosti, ja, toliko smo pritegnjeni, v redu, pol pa potem slovimo, ne. Skratka, zdaj s sociološkega vidika je meni to, mislim, balzam za dušo, samo preveč trpim, če to motrim. Raje kako drugo stvar, gledam, pa jo motrim, raje premlevam, pa mi je tudi muka, ukrajinsko vojno, ne. Analna struktura ozemlja, simbol, države je mama, ne, isto Gaza, Izrael je končno dobil leta 47 mamo, ne, državo, ozemlje ima analno strukturo, mene to zanima, pa tudi muka mi to, razmišljati, ne, ampak pol pa vidim te mlečnozobce tam na FDV-ju, nič ne vejo, pa blebetajo ke v 3 dni. Ferfilo poslušaj. Ali pa en intervju, ki ga je imel Jordan Peterson, z enim Izraelcem, enim poznavalcem, ne. Tam se detajli spoznajo, da ne podlegaš Dunning-Krugerjevemu efektu, v smislu, da toliko nič ne veš, pa samo neko sočutje imaš, ja, vojna je, se ubija. Otroci, ženske, zakaj že? Ja, Hamasovci glih otroke pa babe dajejo v prve bojne črte, pa so oni žrtev. Ma to se daj vprašati, dajmo se vprašati, kaj imajo zdaj te Palestinci narobe skupljeno, da otroke pa ženske dajo tam, da jih bombe tolčejo. Mimo tega, da oni nimajo več, ne vem, obzirnosti pa sočutja, pa so tudi postali psihopatski v objemu Hamasa, mislim na Izrael, ne. Okej, pa zdaj sem pa zajadel, jaz sem raje tulele probal tole zaključiti, ne. Se pravi, balzam za mojo dušo je že tole, proučevati, ampak ne da se mi, če ste me pa nafehtali pa donacijo mi dali, sem pa rekel: "Okej, bom pa posnel 15-minutni video, zdaj pa že pol ure govorim, ali koliko govorim." Ne, mislim, trbovski izraz, to, kar ste gledali, ne, bi bil, ne, pol smo pa gledali, ste gledali tisti, ki ste 808 000 ali koliko jih je bilo, gledalcev, ki to gledali, jaz nisem, ne. Ko ste pa gledali Pedersko ohcet, se pri nam reče takem dogodku, ne, ke se tam neki, ampak okej, zdaj citiram, kako se v Trbovljah to, stari konzervativci, kako o tem govorijo. Pederska ohcet. Vseeno je, vse skupaj je sprevrženo, v neko smer, psihopatokratsko smer, ne. Psihopatija ali pa sociopatija je zaznavna. Na področju sociologije je opazna patija, neka bolezen družbe, ne, ker to normalni ljudje se ne bojo to šli, kar vi tam na odru vidite, ali pa celo kolesje, ke se tam to dogaja. Pač v Malmöju, drugo leto bo pa v Švici, verjetno v glavnem mestu, ampak zdaj, teli normalni ljudje nastanejo, mislim, tam izpadejo ko bedaki, ne. Normalni glasbeniki tam sploh nobene točke ne dobi.
Normalni so izigrani tam in pol moraš biti evidentno pritegnjen, da se sploh lahko infiltriraš tam v kvalifikacije ali kva, v finalni nastop, ali kaj že. Sploh, da si izbran, recimo na naši Emi ali pa na teh izborih. Že tam so te lobiji, ki pravijo, ki se ve, če ne bo tale pa tale zmagala, tam nimamo šans. Zakaj pa gremo gor? Ja, zato, da saj v finale pridemo ali pa probamo zmagati. Z normalnim glasbenikom se tam ne da zmagati. Da pride lepo, ne vem, moški v kravati pa nekaj zapoja. To ni, izžvižgan. To tudi aplavza, izžvižge bi bil deležen. Skratka, neki lobiji so to zaznamovali, pohabili osnovno paradigmo Evrovizije, Eurosonga. Zdaj jaz to vidim, da je to miting ranjenih duš, vse so psihično deformirane ali pa vsaj decision makerji, ostali so pa sugestibilni, nasedejo patiji, ki se tam dogaja. Trobijo v isti rok, ta rok, v katerega se trobi, ima pa psihopatsko latentno strukturo. Za mene je vse skupaj srhljivo, grozljivo, negledljivo. Zdaj, to, da bi kak otroci to gledali, to se jim glava greje. Otroci ni fajn, premladi otroci, ko to gledajo, misli, da je to zdaj to, kar se naj bi gledalo. To jim logiko, okus pohabi. Kot otroci boljše, da ne gledajo takih nekih. Ampak družbena galama je taka, da mladi otroci komaj čakajo, da to gledajo. In od tega Hrvata, ki so pričakali, tudi sam vrtec, ki je pa osnovna šola ga je pričakala. Ki mladi ga neki gor jemljajo. In tudi mladi so rekli, da je Nemo, to so gledali kot Telenove vrate, tistega Nemota, pa zmaga. Namesto, da bi Hrvat zmagal, recimo, Ampak to, da se je pa glasovalo po diktatu Jugovine, to se mi pa dopade. Ko bi gledal kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev v tem glasovalnem smislu. Mislim, nima veze to s kvalitetno glasbe, ampak všeč mi je, da saj, bi rekel, Jugoviči skupaj stopimo, ali pa Jugoviči, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ker ni bilo Bosancev, pa Makedoncev, pa Črnogorcev, pa Kosova ga tudi ni bilo, Skratka, da bi pa zdaj to umetnost merili, da se glasba ocenjuje, da se tam tekmuje, tako kot v športu, to je absurd, to je za lase privlečeno. Ne da se umetnosti meriti na tak način, kot športne igre, tekme. Kje boš ti to, Festival mora biti, kaj že festival pomeni? Da se umetniki predstavijo in potem so eni, bi rekel, res dobri, njihova umetnost je kompatibilna z našimi nezavednimi procesi, je všečno, ni odurno, je všečno in mogoče nastop in glasba, umetnost, zaradi česa se tam zberemo na tem festivalu in potem se podeljujejo določene nagrade. In mogoče celo res reči, da prvo nagrado bi pa tale dobil. Ne, da je zmagal, ampak prvo nagrado za neko všečnost dobi ta pa ta. Ne moreš pa ti zmagovalca pa rangirati, pa točke dajati. Kje češ to? Seveda lahko, ampak logika glasovanja je čist druga. Zato je logika glasovanja nas, Slovencev, bila projugoslovanska. In je prav, da so Hrvati pa Srbi dobili tisto, kar so dobili. Oni so pa nam dali. Končno smo se strezli pa malo povezali. Ok, se tudi Izrael je dobil na račun nečesa, tudi Ukrajina je dobila točke na račun vojne, pa ni prav, da zdaj, da Rusije pa ni bilo, mislim, politiko turiti v šport zaradi vojne, ker Ukrajina ni tam tukaj nedolžna, kot se misli, Putin je napadel, ampak ko so pa Ukrajinci delali, zdaj pa ukrajinski športniki smejo, ruski pa ne. To po moji športni logiki ni prav, tudi na področju umetnosti to ni ravno prav. Kaj zdaj še rečem? Na drug let malo se nekaj pošljemo gor, pa norce se delimo. Mislim, se ne bomo, ker tam bomo probali zmagati, pa je to finančno, pa tako naprej. Perpetuum džezile ne gre eno lepo za pet. Ne pa, da tam sej, ta Sara, ko je Raj ven, ko je. Ta je bila dobra, mislim, verjetno, če glasbenica, tam vsa vrhunska,
Skratka, denar je sveta vladar, to bo šlo še naprej, s časom se bo mogoče še malo normaliziralo, ampak tale načelo, kdor ne gre s časom, sčasoma gre, drži tudi tukaj, ne. Sčasoma gre tudi v maloro ali pa v 3 krasne pičke materine vse skupaj. Sori. Glejte, tole sem posnel, ne vem, koliko je trajalo, 45 minut, 15-minutni video sem rekel, bom posnel, pa nisem, ne, ker je bilo po naročilu, ker so me prosili. Evo, sem se potrudil. Spoštovani, to je bilo to. Čao, danes. Če rabite, da še kaj posnamem, glejte, donacije, ampak to ne za 5 evrov ali pa 10, mora kar biti nekaj malo več telih vevrčkov. Pa se bom potrudil, ker par ur dela pa je, ali pa tudi 10. Čao.